En lep deževen pozdrav iz studia opazovalnice v Apparatus Headquarters. Z vami sva Jure Godler, najboljši človek na svetu in največji slovenski digitalni narkoman Anže Tomič. Pozdravljeni. Kaj si ti rekel, največji človek? Kaj si rekel? Najboljši človek na svetu. Najboljši človek na svetu. Okay. What? A tako je Alin. Ja, to sem jaz. Okay. To je vaš priljubljeni podcast, ki ga poslušate na vlaku, ki ga poslušate v avtu, ki ga poslušate na kolesu, ki ga poslušate peš in ki ga poslušate tudi, ko sanjate. Ko ga ne poslušate, mogoče ga ima kdo za čez noč, kot tiste tehnike jezikov, ki se uči človek. Alfa učenje. Alfa učenje. Če poslušate opazovalnico v alfa stanju. Ja, to je lahko kar slabo drugače. Ne vem, v kakšnem stanju se pol zbudite. Ja, v beta stanju. V beta stanju se verjetno zbudite. Ja. Tako, no, lepo pozdravljeni, spet smo skupaj, čakali ste nas, spet sva tu. Spet sva tu. Res čakali so. Ja, ne, jaz poznam for a fact, da ljudje čakajo. Čakajo. Komi čakajo. In mimo grede, ko sem se danes k tebi peljal, ja. sem spet razmišljal, če smem povedati, če spet lahko, kako bi rekel, if I may grace, poslušalstvo z idejo. Ja. A imaš Kickstarter, že spet bomo zaslužili? Ni Kickstarter, ampak tako sem... Najbolj življenjska. Ja, najbolj življenjska. Okay. Realistično sem se vprašal v life, ne? Ko včasih poslušaš nekoga francosko govoriti, francoski jezik, govorjenje, a si kdaj misliš, fuck, ne morem verjeti, da to ni gibberish. A ja, da ni... Ne morem verjeti, da je to legitimen jezik. Ja. Ne morem verjeti, da to ni kar neki. A si gledal ti Frenze? Jaz sem zdaj Frenze gledal. Oh, I'm sorry. Joey je imel to, ena cela epizoda, je to premisa epizode. Ne me heca. Ker on hoče govoriti francoski in mu ona razlaga, Phoebe mu razlaga pač... Spet. Najprej magnetne ribe, zdaj pa to. Mislim, ne morem verjeti, no. Ja. Pa je to možno. Ne morem verjeti, no, karkoli rečeš, je že bilo, ne. Ja. Presežen, to je tako premisa cele epizode. Ona mu govori pravilno francoščino, on pa nazaj govori le, ple. No, to je ja, to. Ja. Tako je. Zanj si kradu nostalgijo iz 90-ih, zdaj pa nostalgijo iz konca 90-ih. Ki je nisem nikoli gledal sploh. Ja. Nisem gledal Francov nikoli. Ja, to lažeš, ne. To ni zame serija, oprost. Ja. To je še Frasier komi. Kva, Frasier je ja kul. Ja, ne. Ameriške serije, to mene ne už zbreku. Okay. Od vseh Friendsov, kjer ti je najbolj luškan? Kašno vprašanje. Luškan A, ajde. Prvo tipe, pa ženske. Lahko zbereš enega tipa, pa eno žensko. Kjeri so ti najbolj... Pa ne morem reči luškan za tipa. Zakaj ne? Ne morem reči. Kaj, kjer dobro zgleda? Ne. Sve je treba. Ne vem, da se odločiš, kaj ne veš. Pa ne. Ti sliko pokažem. Sam povej, jaz vem, kako zgledajo. Imaš Chandlerja, imaš Rossa in imaš Joeya. Kjer ti najlep zgleda? Jaz vem, kako zgledajo tipi, ampak ne morem, niso lep. Ok, ampak kjer je najbolj pleasing od teh treh ljudi? Ne, kjer je car, recimo že, če bi rekel. Ok, lahko je car v izgledu. Car v izgledu. Ne, car v izgledu. Car v izgledu je... kdo je car v izgledu? Ja, ne vem, kdo je ti? Kdo je car v izgledu? Ja, jaz ne vem, kdo je od moških. Ne znam ti reči za moške. Ja, ne znaš. Ne moreš. Okay, na kakršen koli način, kjer ti je najbolj kul od Friendsov, od tipov najprej, ajde. Pa nisem gledal dosti, da bi vedel. Okay, pa veš, kako zgledajo. Veš, kaj bom rekel? Glede na to, da sem gledal Top Gear, potem, ko je naša ekipa šla. Naša ekipa je šla. Seveda, stara ekipa. Naša, seveda. Je Joey pol prišel tja in mi je bilo zmeraj všeč, kako je imel zmeraj zelo lepo skriptet vse, kar je rekel. In vse je bil 100% Joe. Recimo ta Joey. Joey ti je najbolj luškan. Pa vem, da je vse... Ne, luškan mi ni. Ja, no, to si zdaj rekel. Enega si izbral. Enega si izbral. Enega si izbral. Ne, pač kot car. Ja, ok. Zdaj, če smo rekli, da ti je Joey najbolj luškan od tipov, kaj pa od žensk? Ni mi luškan. Kjera ti je pa od žensk? Imaš seveda Moniko, Rachel in Phoebe. Čakaj, kjera je zdaj tista, ki je Jennifer Aniston? Rachel je to. Rachel je to? Ja. No. Rachel. To pa lahko rečem, da je lušna. Ja, lahko. Okay. Vse tako, se pravi, če bi naredili neko tabelo, bi rekel, Joey pa Rachel sta ti najbolj lušna od Friendsov. Torej, če prav razumem.
Kjer je pa tep? Kjer je pa tep lušen? Ne, me. Ja, ne pa se je redo, vse to je pač, ok. Ne, pač car smo rekli, ne luškan. Ne. Pa Megan je pravilno napisala v četu, Danny DeVito je dejansko igral v eni epizodi Friendsov. Kaj se to mene tiče? Ja, Ne? Kaj se to mene tiče, bi jaz rad vedel. IRC. ok, tako da hudo. Tako. Tako da, Ja. prav, Joey pa reče, Joey pa you're on the record. recimo, no, mislim, Okay. to je nekako, če pa ne mo, pa kako lahko to gledaš, že, zdaj pa resnično vprašanje, Ja. kako lahko to gledaš? Moja draga to ful rada gleda. No, in ne, sva skupaj ne gledala, rečem- Ker je bilo na Netflixu in sva bingeala, se temu reče. A ja, binge watch. Binge watch, yes. Ne morem, iz teh sitcomov ameriških, se pravi, Frasier, to, taksi mogoče, ti sem še lahko, ki je malo Ja, starejši. starejši. A ja, pa ljudje pravijo, ne, Frank je lepo rekel, da je striptizerja je igral Danny DeVito v Friendsih. Dejansko je striparja. Jaz sem to epizodo gledal. A je to zaradi tega pritiska danes, ki je ljudje tašne mečejo ven? Ne, Ker je- so sam rekli, ker se že pogovarjamo o Friendsih, Ja. da Danny DeVito ne, Aha. je igral noter in je igral človeka, ki se slači. Ja, pa tam marsikdo igra guest star, to je Hollywood, tam so vsi na kupu, Ja. skočijo not. Okay. Vse to je v Hollywoodu sneman, ne, ni bilo. Ja, valjda, Ja. seveda. A lahko ti intro, admin poveš? še zdaj samo nismo, toliko, ja, ker ga še nismo povedali. Povej. Ta podcast je zaston. Podpri.si. Hvala. No, to je bilo pa. Zdaj ne vem, Ja, imamo že eno vprašanje, Dudamel sprašuje, tvoj prijatelj. Dudamel sprašuje kaj. Ja. Kako sta preživela praznike? Godler, a imaš kakšno velikonočno navado, kot naprimer koncert za novo leto? A imaš kaj ekstra počneš za Ne, veliko noč? ne, jaz sem zelo privat. Ja. Nima nič. A si barvo pirhe? Ne, jaz praznike preživljam kot vsak dan. Zame je vsak dan praznik na nek način, praznik življenja. Zame je vsak dan. Okay. Ja. Ne morem reči, danes je pa velikonočni ponedeljek, danes sem pa to. Ne, kaj je danes? Navaden ponedeljek. Kaj boš zdaj? Golf grem igrati. Je pa imela kraljica rojstni dan, Megan pravi. Vem. tako da. A si vsaj to obeležil na nek način? Obeležil, nič nisem. Na oltarju si prižgal Sveče. 86 sveč, oziroma 95, oziroma kogarkoli, 117 sveč si prižgal na oltarju. In v kuti momljal, do zgodaj zjutraj. Stare himne. Ja, Tako. hudo. Jaz sem pa prikolco postavil za veliko noč. tako da. Zdaj pa ti povej, ti imaš bolj zanimiv live. Kako je pa tebi potekalo? Kaj si postavil pri kolcu? Prikolco sem postavil. Kje? V avtokampu. Ja, ja. Kaj si mogel najprej? Šodor na vost, pa stoptati? Ne. A ni to erozije čez leto, ko ni šotora? Kaj še je šotora, sicer prikolca pa Ja, baldahin. oprost, prikolce pa baldahin. Tako. A ja, se je zabetonirano, Ne, ne? ni zabetoniran. Ne, ko pa Kaj govori? Ja, naš ostane, Zemlja. koliko ostane, seveda, ja, pa pač še malo plevel, pa to, pa malo pomedeš, pa je to. moraš plevel popult ven. Res je. Res Ampak potem naprej pa je beton do morja. Ja, to pa je. Morje in beton. Beton in morje. Okay. V glavnem, jaz bi šel na redno rubriko, Zdaj pa imamo pa na redno rubriko. kjer mi dva bereva, Katero? Tisto, kjer mi dva bereva. bereva ocene v iTunesih oziroma Apple Podcast. A jaz mislil, da je vprašanja. Ne, bo pa gremo takoj okej. na opahel, pa osrednja tema. Mava osrednjo temo. Danes imamo pa osrednjo Osrednjo temo, temo, ki je v ampak bistvu odgovor na vprašanje od enega v IRC chatu prejšnji teden. Prejšnji teden. Tako, res je. tako. A grejo na hitro čez ocene. Na hitro čez ocene, ampak zelo na hitro. Grejo na hitro. Zgubljena duša. je Zgubljena, napisal. ne dvomim, a kaj pa pravi? Vrhunsko klicaj, 5 zvezdic. Oh, Okay? to je pa že dolg cajt rado. Ko te prosijo, da zapustiš knjižnico zaradi smeha, veš, da je to, kar poslušaš, res top. To je kompliment. Ja, če je res. Ker it's mal too good to be true. Ja, a so te res zgubljena duša vrgali iz knjižnice? Ne? Ja, To je zdaj in to vprašanje. z kjere knjižnice? Ja. Details. Details Napiš, točno to. katere, a je to Čeprav, če veš, da če bi preveč specifično napisal, kje knjižnica, bi bilo tudi fake. Ne?
Tako da mogoče je zato res, ker je zelo tako vague napisan. Čeprav to je pa tudi možno. Ja. Ja. A ja, pa ful hvala sem, ko pošiljate, ko poslušate opazovalnico, ful enih slik iz vlaka sem dobil. Si dobu? Ja, dejansko, ful enih fotk, tako da dajte to še pošiljati, mene to res zabava, noro me zabava, ko ljudje pošljajo, ko poslušajo. Tako da če zdaj le to, človek, ki tole posluša, nekje stojiš, ni nujno, da si na vlaku, kjerkoli si, slikaj. Ja. Pošlji meni fotko. Najlepša hvala. To bomo naredili zbirko in potem nekaj obljubljati. Kam? V muzeju bomo naredili razstavo. Glavno naprej. Naslednja ocena. Polhi jo je napisal. P-O-L-H-I. A ja, Polhi. To je ljubkovalnica, tako se kličejo fantje pa punce. Ljubkovalno. Kje si mucica? Mucek mucica, pa kje si polhic, pa to polhi. To je po mojem tako ljubkovalno. Okay. Mogoče sta to dva med spolnim odnosom poslušala. Okay, slabo. Ne, to se tudi, Ne, kaj se ba je? Ne se ne. Ne, prosim, teh slik pa nočemo. Zakaj ne bi poslušal opazovalcev med spolnim odnosom? Mislim, ne vem, dva se imata rada, ampak imata rada družbo še dveh. Naprej, redo. Res. Morda. Slabo. Polhi je sam napisal top 5 zvezdic, super staklicaj. To je to. Hvala, Polhi. Ne. Prosim, ne več tega, ker se mi dal zdaj imidž v glavo. Ugibam. Slabo, res. Ja, res. Nekdo nekaj počne in naju posluša. To je tok narobe. To se sploh ne delam. No, až to ni tako, da se jaz zdaj kao obolevam, ker je to smešen. To ni ok. Pazi, imaš pare, ki te vprašajo, a bi šel ti z dvema. A ne, to so pari, veš, tu imaš pa pač dva nadaljavo. No, ne moreš nič imeti od njih, fizično. Ampak... Kaj samo poslušajo, naju. Ja, lahko to koga rajca. Kako ti rokota oponašaš in je to... Možno. Spice things up. Možno. Ej, kaj bi pa minila, da bi mal spice things up in the bedroom? Da gre opazovalnica. Opazovalnica. Ja, že slika z rajca, zadnja, ko sem bil nak. Glavno, Virantov je napisal še eno oceno. Virant? 5, ne, sem Virantov, piše. 5 zvezdic, ko vsi ostali obmolknejo subject line, daleč najboljša podcast vsebina, Jure svojo inteligenco in otroško norčavo artikulacijo misli, spravljam žeto v zadrego in nekontrolirano krohotanje, resnično nepremagljiv duo, ki z neizmernim balastom smeha postane. Ne, on je hotel... Z balansom je hotel napisati. Zmiram, mogoče pa. Postreže tudi z veliko mero uporabnega in neuporabnega znanja, tako da balast makes sense. Nekaj popravljati ljudi. Neuporabno znanje, to je paradoks. Okay? Neuporabno znanje. Jure je nekdo, s katerim bi z lahkoto zavladal svetu. Ja, jaz tudi večkrat rečem, boljš, da nimam vojske. Fucking hell. Res. To reče. Jaz, ker sem na cesti, na poti. Ker sem na cesti, pa se premikam vsako minuto, 1 meter. Takrat rečem, dober, da nimam vojske. Res, privat vojske. Tako kot Štajerci. Ne, take vojske, prave vojske. Brežice. Brežice odceple. Ker slabo. Anže je nekdo, s katerim bi z velikim veseljem dan za dnem gigovsko unboxal vse vrste gadgetov. Tako da hvala, Virantov. To je bila redna rubrika, ki se je bo takoj pridružila še ta druga redna rubrika in ki se je reče Opa Help, ne? To je treba povedati. Bi pa še prej klele iz četa vzel, se pravi... Še eno vprašanje. Urša GG, kar valjda vemo, da je to Uroš ali pa pač nek 35 let star moški, ker vsi na Ircu so tipi. A je Godler malo preveč jajc pojedel čez praznik? Odkje pa? Ne vem, zdaj, a te je ta človek videl, pa je pač opazil to, kar jaz opažam zadnje mesece, da športaš ne več toliko očitno? Jaz športam več kot ponavadi. Ampak jaz sploh nisem nobenega jajca pojedel. Drugega kot za zajtrk. Ampak a si perhe ali si sam jajca? Jajca. Kaj perh? Trdo kuhano jajce. Trdo kuhano jajce. Jajce za zajtrk na oko. Na oko. Nekaj to z roko delati. Na oko. Ne maraš tega. Ne. Da je nekdo mislil, da se ga dotikam. No. Pač, tako delam, kot bi božu, ampak s tem sem hotel samo gladino jajca pokazati. Ne gladino jajca, nima gladine, ampak površino jajca. Za razliko od scrambled, ki bi ga pokazal tako. Tako da wavy hand. Ja, wavy. Pač, ko sem po božu, sem jajce.
Ti me speleš na take stavke. Ja, Samo ti, pa čisto noben drug. To na meni, na mojih možganih ne bi nikoli zrasel. To je to. To ti mene speleš do tega, pa se pa zgražaš. Ja. Pa glejenje mošnje, Big Keith je lepo rekel, da to smo že enkrat menili. V uvir zadeva. Mošnja se praska. Gladi, kdo si. Ja, to se pa spomnim, nisem bil jaz. Ja, mislim, da sem bil jaz takrat. Ja, pa Jože. Ja. Pa cel blok nas je bil. Slabo. To tako, da mislim, to je malo neutemeljeno. Okay, zdaj pa Opa-Help, lahko Opa-Help. Edin, če se mi po glasu pozna. A imam kibel ni za glas? Zakaj? Ker sem kaj jajca jedel? Ali ne vem, kaj razumem. Urož ga po glavi. Ja, ok. A gre lahko naprej? Zdaj pa naprej. Doktor Prlek, človek je prinesel golf palce na živo opazovalnico, je vprašal na Opa-Helpu vprašanje, a je Jure Godler navijal za Tiger Woodsa na Mastersu? To mi je pa všeč vprašanje. Ja. Zdaj moram povedati, Tiger Woods je pri 43 zmagal, to je v bistvu eden največjih turnirjev golfističnih. Ne? To je bilo tako ganljivo. Ganljivo je bilo. Jaz sem malo potočil. Ja. Solzne lase sem imel. Pritisk, solzne oči sem imel. Ja. In nisem navijal od začetka za Tiger Woodsa, še posebej, ker ga je Molinari scal pri zadnji dan. To vsi vemo, Molinari. No, to je tak, ki je mi šlo zelo dober in je zgledal, da bo zmagal. In zadnji dan, se pravi nedeljo, 4. dan, mislim, da je bil. Igrajo in je bila ura, ne vem koliko, 2 popoldne in je imel -13, ne, Molinari, Tiger Woods je imel pa veliko manj. In sem rekel, shit, in sem videl Tiger Woods je popizdel. A veš, kaj me je fajn videti, ne? Ker golf to je zelo precizna igra, ne? In ga vidiš Tiger Woodsa, ki je besen, ampak je sposoben to nazaj držati. Kontroliran bes, torej. Kontroliran bes. Potem sem šel pa vmes karte igrati in spuščal z uro pa pol, 2 nazaj in sem videl Tiger Woods. Kaj si šel igrati? Karte. Potem sem šel pa... To je pomemben detalj. Kakšne karte? S kom? Starim očetom. Kaj si igral? To je skozi igram. Šnopc. Bakarat. Blackjack. Najboljše igre pa ne. Ki je? Tablič. Prosim? Tablič. A to je s prikolce v morju? Ne vem, vprašam. By the way, in pa nazaj, sem pa prišel nazaj, pa sem pa videl, ok, Tiger Woods in do zadnjega, kako ga je on. In pa je pa zmagal, ne. In zelo lepo so pokazali, ne, kako je potem se objel z sinom, pa tako. Žene ni bilo, bivše. Včas se je objel z očetom, ne, ga je prišel objel, zdaj pa on sina objel. Res je dobro igral, no. Okay. Res je dobro igral. Tako moraš... Kaj ti ali tam? Ne. Tistega igrišča še nisem igral. Okay, sorry. Nisem še bil v Augusta. Augusti, ja. Okay. No, še eno Opa-Help, če dovoliš. Yeah. Groovy Mutation, to sprašuje. Katero narečje vam gre najbolj na živce in katero vam je prijetno zanimivo za poslušati? Oziroma, če lahko v vsakem narečju stavka 2, dolensko, gorensko, ampak gre sam, kjer ti gre najbolj na jetra in kjer ti je najbolj kul? Jaz Slovenijo razdelim na 4 dele. To za nekaj tu. Ne, jaz imam po diagonali. Gorenska, dolenska, štajerska, primorska. Okay. Vmes presek Ljubljana. Okay. Tako se tudi štekam z ljudmi. Štajerci, primorci, ok. Gorenci, dolenci, no way. Res. In presek je pa Ljubljana, je pa včasih včasih. Čas ne. Okay. In tako je tudi z narečji. Se pravi, Štajerci pa primorci thumbs up? Ja, za moje pojme. Za tvoje pojme? Ja. Gorenci, dolenci, thumbs up. To mi pa ni. To si je Klemen naredil, ne? Res? A to veš, Klemen je imel na uni Trnov style plati, ne, ki je legendarna plata, je imel en komad in je bilo noter, sovražim Štajerce, ker viole, pa to s motorko jih bom ali nekaj sekero, sem že, in pa nisem smel nastopati, tako da moraš malo paziti, ne? Veš, ne, to so fajn ljudje, ampak jaz sem rekel, jaz pač se ne vidim. Nekako na teh koncih, na tistih pa. Ne, tako da to so sem rekel diagonala, pač presek. Razumem. Ljubljana je pa kakorkoli. Ja, tako, čas ne. Ja.
Tako da, Frank, da sovražim Maribor in Viole, sovražim celo Pohorje in zdaj gremo se kjer v roki poklali bomo Štajerce in pol nisem imel nastopati, ker bi ga pretepal. Tele v IRC chatu so pa zelo načitani ljudje. Zelo načitani ljudje, ljudje ga poznajo, klemna. Ne, karkoli rečeš tako, kadarkoli ko snemava, dobiš odgovor tle na Megan je rekel vuhu, ki je že povedal, da je iz Maribora. Kot je grozen, Megan je rekel. Urša GG je rekel, tega pa nisem pričakvala. Flora Fauna je rekel, jej. Tako da zdaj ne vem. Ljudje so... Ne vem, pač če se že moramo zjasniti. Kaj bomo v rokavicah? To je opazovalnica, to je all the way. Jaz pa nimam, jaz pa da bi mi šel neki ekstra na jedra, se pravi... Ne ti, da bi ti šlo na jedra. Ja, da bi mi šlo na jedra, tako narekana rečja, pravic poveja, niti ne, no. Až da bi rekel, jaz imam pač korenine na Štajerskem, Savinjska dolina. Savinjska dolina, ne. Tako da, ne vem, nimam... Tisti v redu. Tisti, aha, ok. Cool. Ja. Ampak te, mislim, tam ne, to je pa tako. Napreden zavredaš. Hvala. Kot ponovadi lahko poveva, da če hočete karkoli vprašati, na Twitterju uporabite ključnik oziroma hashtag #OpaHelp, lahko pa tudi kar meni na mail pišete, pa se jaz pol zacahnem, se pravi anzeafnaaparatus.si ali mi pa pišete na Instagram, pa si bom tudi zacahnil vprašanje. Tako. Če hočete mene oziroma gospoda Godlerja karkoli vprašati, in se to beleži in potem vprašava. Zdaj, po 20 minutah greva pa, če si upamo reči, na osrednjo temo. Zdaj pa na osrednjo temo. Godler se je pripravil in to prvič ni za jebancija. Ja. Ti si se dejansko pripravil. Zelo sem resno vzel tisto vprašanje, ki smo ga dobila prejšnji teden, mislim da. Ne vem več, kdo ga je zastavil, ampak ali bo to 14 dni nazaj. Vprašanje, ki se je glasilo, kdaj bova priporočala, katere stvari je vredno slišati od klasičnih izvedb. Tako. Ja. In danes sem jaz to, in danes bo to. Ja. Zdaj pa najprej, jaz moram to eksplicirati v smislu, danes bo bolj, kako bi rekel, filozofsko usmerjeno, zdaj je bil tisti spektakel filozofske debate, Žižmond, ja. Tale Žižmond je, no. Žižmond vedno zmaga, to je treba povedati, Filozof Žižmond, pa še en ameriški filozof, kanadski, ampak kanadski, kako se že, ni Petrovič, ampak Peterson. Žižmond pa Petrovič. Petrovič, to je to. Yes. Žižmond in Petrovič sta debatirala, zato bomo mi ostali malo v filozofskih vodah, ampak ne takšnih kot ona dva, ampak v ta pravih. Jaz moram zdaj eksplicirati, tako kot sem pri Roku tu, ker sem povedal, takrat, ko sem povedal, zakaj se mi on zdi umetnik in to. Aha, ok. No, pri glasbi je pa zelo podobno in dejva za hipotezo zdaj na začetku reči, Anže. Okay. Če bi bil ti velik umetnik, not likely, ampak če bi bil ti velik umetnik, pa recimo, da živiš 500 let nazaj. Ja. In pišeš eno dramo in rečeš, Hamlet, biti obstajati, ne obstajati. Mam. Biti ali ne biti, to je zdaj vprašanje. Ti to zapišeš. Okay. In imaš na papirju, rečeš, do tretjega dejanja sem prišel, nisem vedel, bom še naprej. Zdaj mi je pa ta monolog v glavo padel in začel sem ga super, točno tako sem hotel, kot je. Okay, zdaj me že zanima, kam tole pele. Ja. Zdaj pa je Dis, v bistvu. Ni Disa. Dis je bil prej, ker sem rekel, not likely. No, zdaj pa po 500 letih pa ti zveš, da ti, ne vem, en teater v eni državi, ta monolog izvaja tako, da igralec govori, biti ali bom rekel, tisto, kar ni biti, to se je zdaj potrebno vprašati. Kaj bi ti rekel na to, če bi imel možnost, da te nekdo z groba dvigne, reče, poglej, kako izvajajo tvoj tekst. Ti si napisal, biti ali ne biti, to je zdaj vprašanje. Ta je pa zmrcvaril na ta način, kot sem ti jaz slika rekel.
Pa scena je tudi, ne vem, se dogaja v eni mlaki, recimo, ni na dvorcu, recimo, na ljubljanski deponiji, recimo, se dogaja. Ja, Hamlet na ljubljanski deponiji. Daj mi povej, kaj bi si ti mislil, ko bi to videl? To je poglavitno vprašanje, zato kar boš pol povedal. Kar bom pol povedal. Jaz bi tako rekel, kot umetnik, ko dam nekaj ven. Ne? Ja. Ko daš nekaj ven. Ne, vrede je. Okay. Perfekt. Your words, not mine. Slabo. Okay. Slabo. Glavno. Ko umetnik da nekaj, mislim, ko objavi. Izda. Okay. Nekaj, ne, ni več toliko v lasti samo njega. Ampak je v lasti vseh, ki to odjemajo. Tako kot je opazovalnica. Ja. Razumeš, ki jo mi dva dajo ven. Po narodi, tako vem. Je od ljudi, razumeš? In če bi eden hotel reinterpretirati tvoje Ian Mascarpone Sparrow drame, pa bi jih drugače delal, se mi zdi, da ima legitimno pravico to početi, ampak, če je za nič, lahko rečeš, da je za nič. Okay. Ima pa pravico to početi. Mogoče sem preveč splošno vprašal, oziroma mogoče si ti primerjal mal neprimerno kot gotov izdelek, ki je posnet. Ja, okay. Kot film. Razumem. Jaz govorim kot nekaj, kar se bo reproduciralo. To je pa izključno dramski tekst. Okay, razumem. Ali pa glasbeni tekst. Prav, ti si pristaš tega, da tako, kot je si zamislil, tako mora biti. Jaz sem prepričan, da je tako. Zakaj? Zdaj pa moj razlog je pa sledeč. Okay. Recimo, zakaj jaz ne maram drugih izvedb kot Arnoncourtjevih Mozartovih del? Ja. Če ti študiraš Mozartove rokopise, ti vidiš eno stvar, da si je Mozart vzel ogromno časa za to, da je popravljal, ko je bilo delo že gotovo, oznake tempov. Oznaka tempa je nekaj, kar ti pove, kako hitro se mora skladba igrati. To si za Anžer razlajal. Tako. Nekaj narediš in jaz kao razumem. Okay. In danes, če poslušaš večino Mozartovih del, ki obstajajo rokopisi še vedno, in pogledaš rokopis, oznaka tempa. In vidiš recimo uverturo Figarovo svadbo. Seveda. To je poznaš to. Ja, valjda. In to vsi igrajo prehiter. Ja, to si zanj zlaj. Okay. Zdaj pa je legitimno, da mi nekdo reče, Jure, pa kaj na pamet govoriš, to je prehiter zate, ni pa prehiter za tega interpreta. Ja. Oba imata svoj prav. Ja. No, tukaj pa ti potegneš črto. Tukaj pa jaz potegnem črto in rečem, to ni ista debata kot, kva je pa Beckett mislil s tem Godojem. To je drugačna debata. Zakaj? Kaj držim v rokah in ne, ni penis, ampak je... Noben ni tega mislil, knjigo imaš. Marsikdo je to mislil v rokah, držim... Noben ni tega mislil. Okay. V rokah držim knjigo. Knjiga se imenuje Versuch einer gründlichen Violinschule, napisal jo je Leopold Mozart. Morda bolj znan kot oče Wolfganga Amadeusa Mozarta. Okay. To je en učbenik za violino, ki ga je Mozartov oče napisal. To res se zdaj baš. Ti imaš knjigo, daj pokaži. To je v gotici. Ne mi strani izmišljati. Aha, ok, sorry. To je knjiga, v kateri Leopold Mozart, Mozartov oče, poda tehnike tistega časa za igranje violine. Ampak nad sinom zdaj še za en. Ne, to nima veze s sinom. To je Mozart, Leopold napisal, preden se je Mozart rodil, Wolfgang. No? Me ne preseneča, da mu je Leopold, ne vem zakaj. Okay, Leopold, Poldi. Mozart, vsi ga poznamo. Ja. No, zdaj pa pazi. Okay. Ta knjiga ni samo učbenik za violino, ampak je prva tretjina učbenika, učbenik za glasbo na splošno. V gotici, še enkrat. V gotici, to je zelo enostavno brati. Eno popoldne pa boš bral. Zdaj pa. Eno poglavje se imenuje na 48. strani Musikalische Kunstwörter. To pomeni glasbena umetnost, glasbeno-umetniška gesla oziroma besede. Aha. To so besede, s katerimi se označuje tempi. Se označujejo tempi. Tempo množina je tempi. Tempi, tako. To je... Tempoti, po ljubljanski. Tempoti pa še po marsikerem dialektu. Ne dvomim. Okay. In tukaj noter imaš napisan vse tempe, od najhitrejšega do najpočasnejšega,
ki so bili takrat v rabi in so se takrat izvajali. In če je to napisal Leopold Mozart, dejansko fotor od Mozarta, a je preveč presumptuous, če predvidevam, da je on tako tudi si naučil? Ne. No. Okay. Se pravi, to lahko vzamemo za fakt, za zgodovinski vir, ki pove, kako se mora nekaj igrati. Okay. Začne se s prestissimo, to pomeni najhitrejše možno. Če vidiš Mozartov tekst, tempo, Mozartov rokopis ali pa tiskane note in piše prestissimo, pomeni to kaj? Da boš igral najhitrej možen, kar boš lahko. Okay. Če bi pisal na Mozartovi Figarovi svadbi uverturi prestissimo, in če bi bila še ena oznaka, alla breve se imenuje, to pomeni, da je Skaj ti to veš? Okay. Jaz sem samo povedal, ena oznaka, ki ti pove, da moraš 4 dobe v taktu razpoloviti še na 2, se pravi še hitrej. Če bo to alla breve, vzemi recimo, da razumeš, če bo alla breve, pa prestissimo, bo to pomenilo, da boš ti igral najbolj hiter možen, kar boš lahko. Okay. Če piše presto, boš igral malo počasneje. Okay. Če ne razpoloviš še na 2. Ne razpoloviš? Ne, igraš počasneje. Če pa še ne razpoloviš, se pravi, če ni alla breve, če je navaden 4/4 tak. Seveda. Edini pravi. Pa to pomeni, da boš pa igral še počasneje. In edini, ki to razume in ki to ve, ki se je v te stvari poglobil, je to Nikolaus Harnoncourt. To smo vedeli, da bo prišlo do tega, že Hanna je to napisala. Ampak daj mi tako, kot ti znaš, daj mi tega hitrega, kjer se razpolovijo stvari, pa ta počasnega. Da jih naredi. Če bi bilo bi bilo tako, kot igra Riccardo Muti, kot igra John Elliot Gardiner, dirigenti, kot igra da ga ne omenjam, René Jacobs, to je največji kriminalc, ki igra René Jacobs, če bi tempi, ki jih oni vzamejo za uverturo Figarovi svadbi, so prestissimo in alla breve. Mozart je pa napisal ne alla breve in presto. Se pravi, Mozart je napisal efektivno in pameten človek bo opazil, ko bo to poslušal, da glasba čist nič ne zgubi s tem, če ti to počasneje igraš. Ker oni so vsi divji, polni sami sebe, nakokirani vsi. Ja, seveda, da igra. To je popolnoma jasno. Kaj? A veš, kje je Dudamel? Z Bolivije ali iz Kolumbije? To je rasizem, ne pa rasizem. Kaj da so vsi tam na kokainu? Ja, a niso? Ne. Ok, I take it back, se pričujem. In zatorej bi rad dal, na stara leta pred njo umrl, je veliko dobrega naredil Nikolaus Harnoncourt. Ena izmed teh stvari in prvi link, ki ga bojo našli. To se pravi, vsi te linki so v zapiskih. Tako. Če lahko jaz preberem. Tako. Mozart. La noce di Figaro. Le noce di Figaro. Tako. To je posnetek. Salzburg 2006. Tako, to sem živo gledal. To je bilo leta 2006 v Salzburgu prizorili vse Mozartove opere, ker je bilo obletnica. Vseh 22. In Harnoncourt je to na stara leta. Pol je še enkrat sicer v teatru Under Wien izvajal celo Figarovo svadbo, mislim, da je 2013-2014, še počasneje. Še bolj si je vzel še bolj je preštudiral tempe. Ta pa Harnoncourt pa bolj travo, kad je očitno. Ne, Harnoncourt je pa na šnopcu bil, po moje, ker je ostal. Travo. No, v glavnem. Tako da to je moj prvi link. Če hoče ljudje slišati Figarovo svadbo, kot jo je Mozart zapisal in kot se je Mozart dejansko zamislil glede tempov, bazirano na starih dokumentih in učbenikih, potem je to the place to go. Naslednji link je pa prav tako Harnoncourtova izvedba zadnjih 3 Mozartovih simfonij, ker Nikolaus Harnoncourt je ugotovil na stara leta, da so Mozartove zadnje 3 simfonije, se pravi Kehl 543, to je kataloška oznaka. Kehl je bil en, ki je katalogiziral vsa Mozartova dela in on je postavil in je rekel, Kehl 1 bo Allegro za klavir, Kehl 2. Zakaj imajo vse imena? Kva?
Da jih oštevilček, da jih laže najdeš. Če se reče Mozart simfonija v G-molu. Včasih pred računalniki. Ja, Kehl 550, potem veš, da je to tradam, potem veš, da je to. Ali pa če rečem Kehl 492, pol veš, da je to Figarova svadba. Ali pa če vem. Ja. Ampak ne rabiš ti to vedeti. Vem, jaz na Hvala, sem se že bal. Da bo na koncu test. Ja, in on je odkril, da so te zadnje 3 Mozartove simfonije v S-duru, v G-molu pa v C-duru v bistvu del enega dela, da je to eno delo, da je to en Gesamtwerk, en simfonični oratorij in jih je tudi izvedel vse 3 naenkrat. Jaz sem šel tako to poslušati v živo, to je bil zadnjič, da sem ga videl v Salzburgu 2014 junija. To je bil en teden, preden smo šli gledati Monty Python. Ali je bilo en teden po. V glavnem tam okoli. Ja. In to je bilo neverjetno. In simfonija za simfonijo vmes ni bilo nobenega aplauza. Se pravi, vseh 12 stavkov se je zaigralo. Koliko časa to traja? To je trajalo 1:50 in posnetek tega je na drugem linku. Sem ga že dal. On je bil na 2 mestih, je to izvajal, v Gracu pa v Salzburgu. Jaz sem šel v Salzburg gledati, posnetek je pa iz Graca. Ampak je tudi v bistvu tukaj boljši. In ko rečeš Salzburg, dejansko Salzburg, ne Brežice. No, to je bilo včasih, to je bil včasih. Seveda, eno to isto. Tretji link je pa najboljši link. V Salzburgu je bil poklican Nikolaus Arnoncourt nekaj let nazaj, ko je bil še živ, da pouči Dudamela, kako se Beethoven igra. Ker je Dudamel pripeljal ta svoj blesav orkester. In ne, pa se mučijo. Moje za priznati, da je veliko mladih, ki jih zanima glasba, pa je tam je rešna. Tam omogočuje mnogim, ki so si želeli inštrumente igrati, oziroma igrati v orkestru, da jih je dal v orkester. In je naredil orkester z njih. To je razlog, zakaj ta orkester nič ni vreden. Jaz bi tudi rad kuhal, daj me v kuhno, no? Daj mi sestavine, surovine, daj mi v kuhno, pa pojej pol tisto, kar ti skuhal, daj pojej, bi te rad videl. No, in tukaj jih uči, kako igrati Beethovenovo peto. In ga pouči ne samo o izvajalski praksi tistega časa, se pravi polnega klasicizma, ampak ga pouči tudi o glasbeno-jezični plati tega. Se pravi, on pove, kako vsi mislijo Beethovenova peta, to je seveda, jaz. To ni filma Beethoven, ker je pes. To je bila opazovalnica, hvala lepa. Jaz ne vem, kako lahko nadaljujem po tej izjavi. No, hočem ti povedati, da vsi mislijo, to je simfonija usode, Beethoven je uglušil, usoda trka na vrata, tako so nas učili v osnovni šoli, pa ni. To je v bistvu politična simfonija, ki opisuje Napoleonova takrat in Beethovenove poglede na diktaturo in tako naprej in tako dalje in na osvobojenje na koncu. Ker če bi bila usoda, ne bi ti imel 4. stavek tako triumfalen, kot je, razumeš? Ampak on zmaga na koncu, v 4. stavku, pardon. In nad usodo ti ne moreš zmagati, če ti je vzela sluh, ti več noš slišal do konca lajfa. Ti si gluh, ti si izgubil. On pa zmaga, prav razumem. Recimo Mozart G-mol simfonija 4. stavek je simfonija, kjer pride do popolnega razpada in popolnega uničenja vseh tem, ki se pojavljajo v tej simfoniji. To smo zdaj pri katerem linku? 3. Ja, to se sem vrnil za nazaj, tako da sem primerjal. Tukaj pa zmaga na koncu. 4. link torej? 4. link je pa še en Arnoncourtov posnetek Bacha. Koliko je ta človek star? To je iz leta 85 zdaj. On je umrl, on je bil 27 leta rojen. Aha, ok. On je umrl. Mislim, da je še živ. Ne, 2016. Smo že pogovarjali, marca. Sem mogoče že menila. Ja. Johannes Passion, to je Bachov Passion po Janezu. Ne, fajn je zaradi tega, ker ti vsi, če boste poslušali izvedbe Johna Eliota Gardnerja, boh ne daj Reneta Jakobsa, ta tip je za... lahko nekaš tega modela pisati. Hočem... To so ljudje, ki si kar prvoščijo svoj tempo, ki ne gledajo, kaj je Bach napisal. Najbolj pa ti opiše to Arnoncourt. Anže, samo ena stvar, kar se tiče glasbe. Glasba je jezik in včasih so ljudje imeli samo eno glasbo. A ti veš, da pred Monteverdijem, da je bilo prepovedano 2 note igrati zaporedno iste, ali pa 3 note iste, ali pa 4 note iste. Se ti zavedaš tega? Kdo je Monteverdi? Monteverdi je en komponist, en prvi skladatelj oper. Italijan. No, kaj ti hočem povedati? On je napisal opero in rekel, tukaj je moj lik jezen.
in je napisal nekaj tasga. Ja. In so rekli v orkestru, ko jim je to on note prenesel, so rekli, oj, Klaudijo, Klaudijo mu je ime, Klaudijo Monteverdi. Wow. Klaudijo, prid sem. Pa je rekel Klaudijo Monteverdi, kaj? Ali je rekel, a? Okay. Lahko je rekel tudi, kaj? V glavnem nekako se je odzval. Ampak, kar ti govorim, je resnično. Kaj pomeni, da nisi smel, kaj? Takrat je bila polifonija, takrat so bile note, je bila veda, kako voditi melodijo in nisi smel ponavljati istih not. Se to te učijo, jaz, ko sem kompozicijo študiral, recimo, ko imaš vaje za kontrapunkt, če si napisal C, D, E, potem pa še enkrat E, F, je bila to napaka, ker nisi smel v tekočem kontrapunktu po iste note, to se moraš pač naučiti. Ko se naučiš avtovost, se moraš tega, no? In so rekli, mi tega ne bomo igrali, to se ne sme tako. Kaj s teboj? Je rekel, ja pa jaz drugače ne morem jeze izražati. Me razumeš? Ja. Glasba je logično prišla do tega, da izraža jezika. Ne? To je jezik. In če jezika noben ne razume, pa je brez veze. No in najbolj pripovedna in izpovedna je Bachov Johannes Passion. Okay, in pa imamo pa še enega Bacha, če prav vidim. Iz leta 64, pa kje ti to moj? Ne, to je najljubši pianist moj vseh časov. Seveda. Friedrich Gulda. Gulda, vsi vemo, Gulda forever. Sem res. Ja. On se ni toliko poglabljal v tempe, je bil pa čist prefuknen. On je bil bolan, enkrat je fejkal svojo smrt, iz letališča klical na CDF, vse so posnetki, da je umrl. Kaj, da je njegov prijatelj in da je javil se je, telegram poslal, Friedrich Gulda je umrl. In pa se pa obudil, to je bil en, ki je obogatel zelo zgodaj, ker je bil mlad pianist in to. Ja. In imel Ferrari tam že pred 20 letih. Že vidim, zakaj ti je všeč. Ne, ampak potem se je pa čist umiril ja. In se je poglobil najprej v Bacha, proti koncu življenja pa v Mozarta in v disko plesavke. In je izvajal koncerte, kjer je prišel gor in je na klavir zaigral Mozart sonato, mogoče še Bach preludi in fugo, potem so prišle pa nage plesavke gor in je začel disko muziko igrati na synthesizer in pa so si začeli plesati. In on je bil eden največjih crossover umetnikov vseh časov. To pa je crossover. Umrl je pa, ne vem, leta 2000 na Mozartov rojsten dan, 27. januarja. Okay. Kako pa? Synthesizer ga je. Ne vem, kako je umrl. Pač od starosti. Nekako je umrl. Okay. In to je pa izvedba enega najbolj zajebanega preludija pa fuge, oziroma v bistvu je fantazija in fuga Johana Sebastiana Bacha kromatična. Seveda. In to je ta posnetek. Kaj kromatična pomeni? Bož, da ti ne začne. Ok, v redu, kaj že vidim. Okay, in je pa še zadnji, je pa en primer. Še eno Guldo imamo tle. To je pač tako izgledal ta koncert na stare leta njegov, ampak na tem koncertu se mu igra. Ampak če ljudje pobrskajo, bojo pa najdli tudi kakšen posnetek, kjer najprej Mozart igra, potem pride pa plesavke gor in pade v disko vse skup. To je. Okay. In je bil tudi skladatelj. Aha, tudi. Napisal je odličen koncert za violončelo in pihalni orkester. Nor, to je najboljši koncert za čelo vseh časov. In pa koncert za Concerto for Myself je naslov. Je pa napisal zase za klavir pa za orkester. On je tvoj spirit animal, ne? Ne, ampak Friedrich Gulda, blizu. V istem predalu ga manjka Rokota. Okay. No, tako da treba tole zaključiti. Jaz sem še veliko več zapovedati, ampak žal, kdaj drugič. Ja, to je že zdaj slabo. Želeli ste, dobili ste. Kristus. V glavnem. Je bilo to informativno? Ja, hvala vsem, ki ste ostali s nami. Ne, a jih je veliko odpadlo? Ne, a jih je padlo? Ne. V bistvu ne. V bistvu res ne. Parih je šlo. Ampak v resnici ne. Parih je šlo. Ja, vrhunsko. Sorry, ne more biti zmer Roko, guys, come on. Reč admin. Ta podcast je pa ne bi smel biti. Za tako koliko je imel Žižmond, Jurija pa pol je bila karta ali koliko pismo. Ta podcast je zastojn, materno. Podpri, ka si. Okay. Zastojn. Adijo. Čau.